Lepo pozdravljeni, 130 let skupne skrbi in zaupanja. Toliko časa se že novomeška splošna bolnišnica vsestransko razvija, izobražuje ter predano skrbi za bolnike in njihove svojce. Minule dosežke in vizijo, ki gre po poti do odlične evropske bolnišnice, so proslavili slavnostno akademijo v kulturnem centru Janeza Trdinje. Udeležili so se najvidnejši predstavniki zdravstva, pa tudi gospodarstva, šolstva in drugih področij. Veliko zahvalo četrti največji regijski bolnišnici pri nas pa je v slavnostnem nagovoru izrekel predsednik vlade Robert Golob. Kot je poudaril premier, je bolnišnica že od začetka imenitna ustanova, a ne le zato, ker je zrasla v četrto največjo bolnišnico pri nas, ampak ker je prodorna, inovativna, fleksibilna in se prilagaja izzivom časa. Danes se sem vozijo zdravniki, celo nekateri iz vodstva, iz cele države. Danes ste znani tudi po tem, kako ste usmerjeni v skupnost, v delovanje s skupnostjo. Imenitni ste tudi zato, ker ves ta čas poslujete ne samo pozitivno, najboljše. Ste najboljša bolnišnica po ekonomskih pokazateljih v državi. In ravno zato, ker ste najboljši, ste lahko tudi tako napredni pri investicijah. Splošna bolnišnica Novo mesto je steber skupnosti v jugovzhodni regiji že več kot stoletje. Njena zgodovina je bila razgibana z več prelomnicami. Vse od začetka pred 130 leti, 1894, ko je nastala moška bolnišnica, ki so jo ustanovili usmiljeni bratje z 21 posteljami. 15 let pozneje se je ustanovila na drugi strani Krke ženska bolnišnica. In potem po osvoboditvi je nastala pljučna bolnišnica, seveda zaradi TBC-ja, takrat je bila ta tuberkuloza zelo razširjena, no postopno potem pa so se začeli razvijati tudi drugi oddelki. Prelomno je bilo tudi leto 1965. Ko smo zgradili staro kirurgijo, pa potem leta 1997, ko je bila nova kirurgija z ginekologijo in takrat je bila tudi dokončno preseljena ta ženska bolnišnica iz te strani Krke. No, naslednja prelomnica mogoče 2016, ko smo vzpostavili urgentni center, zgradili urgentni center, ki je močno spremenil delovanje naše bolnišnice. Tega leta sem tudi sama prišla v bolnišnico. Potem pa obdobje zares velikega investicijskega in strokovnega razvoja bolnišnice, ki danes na sekundarni ravni zagotavlja zdravstvene storitve za približno 190 tisoč prebivalcev od blizu in daleč. Četrta največja regijska bolnišnica pri nas z več kot 1200 zaposlenimi dnevno piše nove zgodbe o zdravljenju, upanju in življenju. Ja, ponosni smo pravzaprav na to, da imamo napredek, in to, da se vidi, da so ljudje zavzeti, da nam je res v ospredju bolnik. Vsak kamenček je pomemben in to, da vsi zaposleni znamo nekako z bolnico živeti, je tisto, kar daje bolnikom varnost in zaupanje, tako da smo lahko skupaj na tej poti. Pohvale na račun vodenja in delovanja bolnišnice so na akademiji, katere častna pokroviteljica je bila predsednica države Nataša Pirc Musar, kar deževale. Nenazadnje jo zaznamuje zelo intenziven razvoj, tako investicijski, strokovni. Zelo, kar je pomembno, je tudi, da smo vse od 2016 poslovno uspešna bolnišnica, delujemo pozitivno, ustvarjamo lastno akumulacijo za razvoj, tudi kadrovsko se krepimo. Pred kratkim smo prenovili tudi naš infrastrukturni del, kuhinjo z lastnimi sredstvi, pa energetsko sanirali v tem obdobju celotno bolnišnico, vse stavbe, ki gre kar za velik kompleks, in pričeli z izgradnjo prepotrebne negovalne bolnišnice, katero računamo, da bomo zaključili v začetku drugega leta. Njihova vizija je postati uspešna evropska bolnišnica. Ob tej priliki bi se seveda iskreno zahvalila vsem sodelavkam in sodelavcem, brez njih seveda tega razvoja ne bi bilo, pa tudi nekdanjim sodelavkam in sodelavcem, tudi brez njih, ki so postavljali temelje, ne bi bilo. In ravno dolgoletni zaposleni najbolj občutijo razvojni preboj bolnišnice v zadnjem času.
je naša bolnišnica ena najboljših bolnišnic v Sloveniji. Če povzamem, lahko rečem, radiološki oddelek, katerega sem tudi član, je enih najbolj opremljenih. To pomeni, da imamo za vsako diagnostiko 2 napravi. Magnetna resonanca dela 365 dni od zjutraj, en aparat od zjutraj to pomeni od 7 do 21. Bolnišnice sami vidite, da je naredila en velik preskok. Prenavljajo se oddelki, prenavlja se zunanjost in verjamem, da s tem tudi znanje ne bo odhajalo v Ljubljano in bo ostali kadri v Novem mestu. Jaz sem v bolnišnici zaposlena 33 let, tako že ves čas na istem delovnem mestu, tako da se počutim del te hiše. Lepo je delati v bolnici. Mislim, da v redko katerem poklicu dobiš za dušo tukaj nazaj, kakor če delaš v zdravstvu. Tako tukaj je res, delo je, kakorkoli je naporno, težko, ampak je nagrajujoče, tako notranje nagrajujoče. Že več kot 40 let je predana bolnišnici Jožica Rešetič. Lahko rečem, da se v teh 40 letih je resnično bolnišnica razvila, da gre sledi trendom dobre evropske bolnišnice, tako da verjamem, da bomo to tudi uspeli in da se vodstvo in vsi zaposleni resnično trudijo, da strmimo k temu, da so naši pacienti zadovoljni, da so njihove obravnave varne in predvsem kakovostne. Ne skrbimo pa samo za naše paciente, skrbimo tudi za njihove svojce in nazadnje veliko skrb vlagamo vsi, predvsem pa vodstvo, kader, ki dela v bolnišnici. Podobno bolnišnici meni Tinka Mohar-Hajnšek, ki 20 let prihaja tja na delo. Hitro se razvija, medicina gre naprej, naša bolnica se poskuša biti v koraku z modernimi in oddelki, in aparaturami, in poskuša dobiti mlade zdravnike in tega čim bi dal, če je več tega, da imamo mlajši kadar. In da sledimo novosti in naši stroki in da smo ob tem prijazna bolnica za to regijo. Ponosno se na prehojno pot v novomeški bolnišnici ozira tudi njen nekdanji strokovni direktor Josip Smodej. Moram pa reči, da se je razvijala ves čas. Nekako je bila od nekdaj že en pozitivni kazalnik klime, delovne klime in seveda razvoja. Tako da to, kar je danes, seveda je pa za čestitati in vodstvo je, kakorkoli že so časi turbulentni, je uspelo prepeljati skozi Scilo in Karibdo in resnično dobro krmalijo skozi ta čas. Bolnišnica je že vseskozi pomemben del skupnosti. In tudi zaradi nje, te skupnosti in skupnega dela, povezovanja doživljamo ta celovit razcvet, da tako rečemo. Ja, smo ne le zdravstvena ustanova, tudi učna baza z vsemi fakultetami, raziskovalnimi inštitucijami, zdravstvenimi domovi, drugimi bolnišnicami, lokalnimi skupnostmi. No, ne smem pozabiti na društva pacientov, zveza pacientov, z njimi zelo tesno sodelujemo, organiziramo vsako leto tudi dneve odprtih vrat. Skratka, res močno vpeti, seveda pa tudi ne smem pozabiti ministrstva, ne nazadnje so naši lastniki v končni fazi država, v končni fazi pa tudi smo kar precej finančnih sredstev dobili za naš investicijski razvoj, pa zdravstvena blagajna in tako dalje. Sodelovanje je koristno za vse strani, pravijo predstavniki javnih zavodov, društev in izobraževalnih ustanov. Dejstvo je, da je Splošna bolnišnica Novo mesto največji učni zavod naše fakultete. V njem vsako leto kar nekaj 100 študentov izvaja svoje klinično usposabljanje. Seveda zato zelo dobro sodelujemo z njihovim koordinatorjem kliničnega usposabljanja, z vsemi mentorji. Pravzaprav je to res neprecenljiv del vzgoje kadrov, ki vstopajo na trg dela na področju zdravstva. Poleg tega pedagoškega dela, se pravi tega, da naši študenti vstopajo v Splošno bolnišnico Novo mesto na klinično usposabljanje, pa tudi kadri, ki so zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto, prihajajo k nam, so naši dragoceni zunanji sodelavci za specifična področja. Tretje področje so pravzaprav tudi razvojno-raziskovalni projekti, ki se tudi že vsa leta odvijajo med Splošno bolnišnico Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede. Mi kot društvo
sodelujemo z bolnišnico in smo neizmerno hvaležni zdravnikom, da so nam na razpolago tudi za strokovno vodenje društva, za kakršnakoli vprašanja se lahko na njih obrnemo, imamo podporo, tudi preko njih organiziramo predavanja za naše bolnike, tako da jih seznanjajo z aktualnimi stvarmi, kaj se dogaja z boleznijo, kako napreduje, kako lahko oni poskrbijo sami bolniki za svoje zdravje in naj se ne bojijo zdravil, ampak naj poslušajo stroko. Z bolnišnico dnevno odlično sodelujejo, je potrdila tudi Alenka Simonič iz sosednjega zdravstvenega doma. Nadgrajujemo naše dejavnosti z specialističnimi dejavnostmi Splošne bolnišnice Novo mesto in seveda razmišljamo o nadaljevanju kakovostne oskrbe naših pacientov. Verjamem, da glede na situacijo v državi, ki je na področju zdravstva, moram reči, da precej kaotična, lahko pohvalim Novo mesto kot en tak uspešen celo zdravstveni kompleks in verjamem, da bomo naše delo in naše sodelovanje nadaljevali v tej smeri. 130 let bolnišnice je zgodba skupnosti, ki se povezuje in raste v skrbi za svoje člane, je poudaril župan Gregor Macedoni in ob tej priložnosti direktorici izročil plaketo Mestne občine Novo mesto. V 130 letih je v Novem mestu res zrasla pomembna regijska inštitucija, ki je del življenja naše občine, naše regije. Mislim, da smo na to doseženo v 130 letih res lahko ponosni. Predvsem seveda je to zgodba številnih posameznikov, ki so pomembno prispevali, pa tudi vseh tistih, ki so svojo srčnostjo to nadgrajevali. Bolnišnica si je prislužila tudi plaketo Zbornice zdravstvene in babiške nege. Ja, pravzaprav gre za hvala vsem delavcem bolnišnice, čeprav sem sama tudi medicinska sestra in ker vem, da je največji delež zaposlenih prav medicinskih sester in babic, se mi zdi pošteno, da se tudi naša strokovna organizacija, ki seveda pokriva skrbi za najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu, izkaže, zahvali to spoštovanje do vseh, ki so gradili bolnišnico, ki danes delajo bolnišnico in ki se nekako tudi trudijo za nasledstvo, ki vlagajo v mentorstvo, v mlade kadre. Bolnišnica sicer nadaljuje sklop naložb. Negovalna bolnišnica, na njo smo zelo ponosni, prepotreben projekt, 4 v državi se bodo gradile, ne vem, verjetno bo naša ena prvih zgrajenih. Naslednje naprej imamo seveda še celo kupico drugih projektov. Letos prenavljamo travmatološko visceralno kirurgijo, kirurški oddelek, pa potem naš veliki projekt, prizidek splošni bolnišnici, s katerim bi pridobili izgubljene prostore negovalne bolnišnice in pa seveda tudi infrastrukturne dejavnosti, to je center za odpadke, pa za energetiko. Skratka, ja, še velike načrte imamo. Akademijo so ozaljšali mnogi glasbeni gostje, med njimi Irena Jebo-Ahtiran, Jadranka Juras in Tokac. Zapel je tudi pevski zbor Splošne bolnišnice Novo mesto. Od zdravstva pa k energetiki. V družbi Gen Energija v sodelovanju z Elektroinštitutom Milan Vidmar so javnosti predstavili nove študije in interne ekonomske izračune o JEK2 ter načrtovano predstavitev projekta po slovenskih krajih.
Predlog Gena odločevalcem bo šel v smeri, da je najbolj optimalna gradnja enega bloka velikosti med 1000 in 1300 MW neto moči na izhodu generatorja. Ocenjena vrednost projekta naj bi bila med 9 in 15 milijard evrov. Študija je pokazala, da je z vidika vpliva na elektroenergetsko omrežje najbolj optimalna velikost JEK2 do 1300 MW neto električne moči. Ni še to dokončna odločitev, dejansko mi na podlagi vseh analiz in vseh informacij, s katerimi razpolagamo, predlagamo, da gremo naprej in tudi v postopek umeščanja v prostor z enim reaktorjem, to pomeni z razponom moči med 1000 in 1650 MW. Predstavljeni parametri v koncu študije kažejo na najmanjša potrebna vlaganja v elektroenergetsko omrežje v prihodnje. Ta študija je pokazala, da stališča priključitve na elektroenergetsko omrežje je najbolj primerna reaktor moči med 1000 in 1300 MW. To ne pomeni, da je vse splošno to optimalna različica, do tja še moramo prijeti. Je pa stališča priključitve na elektroenergetski sistem, kjer so bili pač obdelani različni vidiki, analiza pokazala, da je takšna elektrarna tista, ki ima najboljše učinke ali pa na elektroenergetski sistem. Bodo pa znatna vlaganja v elektroenergetski sistem Slovenije v prihodnjih letih potrebna v vsakem primeru, ali gradimo novo jedrsko elektrarno ali ne. Absolutno, in to mislim, da tudi v vseh debatah se izpostavlja, predvsem bo na področju omrežja največ potrebno narediti na nivoju distribucijskega omrežja zaradi priključevanja razpršenih oziroma obnovljivih virov energije, tudi zaradi elektrifikacije, ne nazadnje se pričakuje, da bo odjem porasel, se pravi tudi zaradi tega bo treba omrežje nadgrajevati, zato je tudi v analizi, ki jo je naredil Elektroinštitut Miljan Vidmar, je izhodiščni scenarij pokazal, oziroma izhodiščni scenarij predvideval stanje sistema leta 2040 brez JEK2. No, in ko priključimo elektrarno manjših moči, te manjše moči elektrarne prve celo, so pač analize pokazale, da celo omrežje razbremenijo. Ravno zaradi vseh teh vidikov, ki sem jih prej naštel. Interna analiza, ki je temeljila na notranjih ocenah in podatkih, s katerimi razpolagajo, je pokazala, da bi strošek elektrarne gradnja preko noči, to pomeni brez stroškov financiranja v času zgradnje, znašal približno 9300 evrov na kilovat inštalirane moči. To pomeni, da pri bloku 1000 MW pridemo do približno 9 milijard, pri bloku 1650, se pravi tem največji moči, pa do približno 15 milijard evrov. Upoštevaje potem še stroške obratovanja in najpomembneje upoštevaje stroške financiranja in stroške kapitala, potem pridemo do pričakovanih cen iz elektrarne, ki so potrebne za to, da je pač, da vse te stroške pokrijemo in da se projekt izplača. Pripravili so tudi ukvirjen izračun, koliko bo znašala cena elektrike iz nove elektrarne, da bo ta poslovala donosno. Znašajo, da bo ta cena nekje med 66 in 81 evri. Mi ocenjujemo, da je to realno, da bi se dalo pač ob ustrezni podpori države doseči tako finančno strukturo, ki bi omogočala obvladljive stroške financiranja. V Gen energiji že vrsto let skrbijo, da so ljudje obveščeni o izrabi jedrske energije. V luči projekta JEK2 pa so se odločili, poleg sveta energije, ljudi ozaveščati tudi na terenu. V teh 13 letih nas je obiskalo okrog 90 000 ljudi, dobili smo samozavest, pa tudi odgovorno želimo še naprej komunicirati o pomembnem projektu JEK2 in želimo v bistvu našo razstavo razširiti, konkretno na ta projekt, torej naredili smo potujočo razstavo in bomo v bistvu potovali po Sloveniji ter ljudem dali vse pomembne informacije. Prvi tak dogodek so na sedežu podjetja v Vrbini že pripravili.
Za konec pa v Belo krajino. V Črnomlju so pred dnevi pripravili osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja, ki ga v Beli krajini koordinira Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V sklopu parade učenja so mladim na poklicijadi predstavili 14 poklicev prihodnosti. Parada učenja je osrednji dogodek tednov, tokrat so jo izvedli na Gričku, kjer je bilo zelo pestro. So otroci iz vseh belokranjskih šol, skupno se bo danes udeležilo parade učenja skoraj 400 otrok. V bistvu letošnji poudarek naše parade učenja oziroma poklicijade, poklici prihodnosti, tako da se zdaj tukaj predstavlja 14 tako zanimivih poklicev pri nas. Malo smo se pozanimali tudi pri nekaterih predavateljih, ki so že predavali o poklicih prihodnosti, kaj so sploh poklici prihodnosti. Potem nekateri poklice smo tudi zbirali na podlagi tega, ki jih primanjkuje, ker so tudi načeloma to poklic prihodnosti, ker bo jih primanjkovalo. Tako da in potem smo se v bistvu malo odločali, tudi glede na samo starost otrok, pa kaj bi bilo zanimivo za predstavitev. Je to zelo dobra popotnica, dobra izkušnja tudi za mlade, da praktično vidijo, kaj vse različnega ljudje vejo in seveda potem tudi uspešno živijo, ker kaj nam je pa cilj? Cilj je, da smo srečni, da delamo tisto, kar nas veseli. In to lahko naredimo res samo z enim globokim, trdim učenjem, torej brez dela vsekakor ne bo šlo. Smo slišali, da včasih tudi niso delali, ampak tisto ni za dolgo. Torej trdo delo in potem si tudi srečen. Mladi so lahko podrobneje spoznali delo specialnega pedagoga, policista, bolničarja, vplivneža, raziskovalca z področja okoljskih znanosti, vrtnarja, upravljavca podeželja, fotografa, konstruktorja v razvoju, elektroinženirja, ustvarjalca videoiger, upravljavca družbenih omrežij, programerja in terapevta s konji. Kar si želiva danes predstaviti otrokom je, da bi lahko sami pri sebi preverjali, kako se počutijo, kako postavljati neke zdrave meje, kako se opolnomočiti, najti neko lažjo, lepšo pot v času, ki je zelo stresen, da se v bistvu ta stres ozavesti in da probava, oziroma naši konji tudi, na nek način pomagati pri opolnomočenju samih sebe. Tako da lahko prevzamejo to moč v svoje roke za svoje življenje. In tako, to na nek način je sporočilo mladim, medtem ko v samem terapevtskem poklicu je terapevtka žena izobražena, jaz sem strokovnjak za konje, vedno delava skupaj v paru, zaradi tega, da se lahko ona popolnoma posveti ljudem, jaz se posvetim konjem, poskrbim za varnost. Mi prihajamo z Razvojnega centra Novo mesto in predstavljamo poklic programer in pokažemo, kaj delamo z mladimi delavnice, torej izvajamo delavnice robotike in zabavnega programiranja po osnovnih šolah, tudi po Beli krajini in po celi Dolenjski. Moram reči, da je meni dogodek zelo všeč, se mi zdi, da je fajn, da mladi izvejo, kateri so poklici prihodnosti, da dobijo mogoče neke informacije, ki jih morda še ne vedo. Eni so mlajši, ki se šele učijo mogoče o teh novodobnih poklicih, drugi so tisti, ki so tik pred zaključkom nekega osnovnošolskega izobraževanja, pa že majčkeno vejo, kaj bodo šli naprej v srednjo šolo, ampak nimajo pa predstave, da pravzaprav določeni poklici neke srednje šole konkretno ne potrebujejo, da je pravzaprav vse eno, na kateri šoli si, pa si pridobiš neke veščine z nekim lastno kreativo, lastno iniciativnostjo in potem lahko delaš veliko stvari, sploh če je to recimo tako, kot na mojem primeru družbena omrežja, digitalni marketing, lahko delaš praktično s katerokoli šolo, lahko to delaš kot hobi ali kot neko poslovno pot, podjetniško pot ali pa samo kot en del zaslužka poleg neke redne službe. Zelo mi je všeč prvič v tukaj, ker smo se lansko leto preselili v Belo krajino in zelo lepo organiziran, zelo lep prostor, zelo prijazni ljudje, pa fajn učenci. Zelo mi je všeč, v bistvu nisem še bila na takem dogodku, tako da mi je všeč tudi malo pogledati druge stojnice, pa cel dogodek nasploh. Zbrane je nagovoril tudi domačin Kristjan Asani, strokovni sodelavec v skladu tveganega kapitala Silicon Gardens. Super dogodek zaradi tega, ker se mi zdi, da je mladim potrebno takoj na začetku njihove kariere dati čim več možnosti, da spoznajo, kaj jih sploh čaka v prihodnosti
da se bodo lahko v prihodnosti prilagajali na spremembe, ki jih čakajo. Ekspresno hitro se vse, vidimo zdaj z umetno inteligenco razvija, tako da neke napovedi je težko dajati, lahko pa mladim svetujemo, da naj se usposabljajo v mehkih veščinah, ker te veščine so odporne na neke spremembe, ki sledijo, in če se bodo znali prilagajati spremembam, bodo po moje zmagali. Prihajajo časi, ko bo mogel vsak zamenjati tudi do 15 poklicov v času svojega aktivnega življenja, kar na drugi strani pomeni, da moramo biti zelo fleksibilni. In fleksibilnost je pa tisto, ki nam da edino učenje nam da, in dovolj široko učenje v mladosti nam da dovolj različnih znanj, ki nas bodo kasneje podpirala pri iskanju novih poklicov oziroma nam odpirala te široke možnosti. Torej, bo nam omogočila, da smo fleksibilni, ker prihodnost dejansko bo zahtevala od vsakega posameznika izredno veliko fleksibilnost. Naj se vse bolj informirajo, naj bodo odprti, naj grejo čim kasneje na splet, da naj ne iščejo vsega samo preko spleta, naj dobijo neke informacije tudi pri ljudeh osebno. So še vedno določeni poklici, ki seveda niso toliko izpostavljeni v medijih in pa na družbenih omrežjih. Po drugi strani bi jim pa vsakomur polagala na srce, in to tudi svojima hčerkama vedno rečem, delaj tisto, kar te resnično veseli, uživaj v tem, kar počneš, ker samo to te resnično vodi naprej, da si čim boljši. Stalno se izobražuj, spremljaj trende in bodi odprt za nove izzive in nove priložnosti. Življenje pa te usmeri in zapelje na pot, ki ti je namenjena. Zdravstvo, energetika, poklici prihodnosti. 3 zgodbe v tokratni oddaji z gospodarskimi vsebinami. Hvala, ker nas spremljate. Vsebine si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Znova smo skupaj čez teden dni. Srečno!